lepo pozdravljeni na katedri za ekologijo in varstvo okolja. Jaz sem docentka Tadeja Trošt-Sedej, delam v skupini za ekologijo rastlin in bomo zdaj čisto na kratko predstavila, kaj počnemo na naši katedri. Ekologija se v javnosti večkrat omenja v povezavi z ločevanjem odpadkov, z varčevanjem z vodo, vendar, če mi želimo res kot ekologi ohranjati naravo, moramo najprej razumeti procese v naravi in s temi procesi se mi tudi na naši katedri ukvarjamo. Se pravi, da preučujemo organizme v povezavi z okoljem, z njihovim življenjskim prostorom, in ko enkrat razumemo, kako organizmi delujejo, kaj je za njih ugodno okolje, takrat lahko tudi ekosistem varujemo, ker vsaj vemo, kaj sploh moramo varovati in kateri dejavniki vplivajo na te spremembe v okolju. Spremembe v okolju so se dogajale skozi vso zgodovino, vendar po industrijski revoluciji te spremembe potekajo tako hitro, da se organizmi težko odzivajo na nje. Na naši katedri študentom ponujamo več zanimivih stvari, ponujamo jim veliko terenskega dela, laboratorijske vaje, mentorstvo pri magistrskih in doktorskih nalogah in seveda vključevanje v številne naravoslovne, raziskovalne, naravovarstvene projekte. Naša katedra je razdeljena na 3 skupine. Ena skupina preučuje predvsem ekologijo živali, druga preučuje ekologijo rastlin in tretja skupina se ukvarja s celinskimi vodami. Skupina za ekologijo živali se ukvarja s številnimi živalskimi vrstami. Verjetno so najbolj odmevne trenutno velike zveri, se pravi medved, ris in volk. Kadarkoli slišite v medijih, da se ocenjuje številčnost volka, risa in medveda, se to ocenjuje na naši. Za raziskavo velikih zveri uporabljamo satelitske tehnologije prostorskega spremljanja živali, molekularno-ekološke metode v raziskovanju populacij živali. Na ta način lahko zelo dobro ocenimo številčnost vrste. Ukvarjamo se pa tudi s stalnimi živalmi v gozdu, ki so res pomembne za dekompozicijo in za obstoj in funkcioniranje vsakega ekosistema. V skupini za ekologijo rastlin se ukvarjamo s preučevanjem okoljskih razmer na rast in razvoj rastlin. V zadnjem času smo veliko raziskovali učinke UV sevanja, suše in temperaturnih razmer na rastline, obenem pa tudi učinke različnih mikro- in makroelementov, onesnažil, ki so v sedanjem okolju čedalje bolj pogosta. Nekaj raziskav smo opravili na procesih na Cerkniškem jezeru, to je tipsko presihajoče jezero. Tukaj se rastline posebej prilagajajo na vodni režim, zato imamo zanimive amfibijske vrste, zanimiva je primarna proizvodnja in razgradnja. V alpinskih območjih pa preučujemo značilnosti rastlin, ki so še predvsem občutljive na podnebne spremembe, kajti umikanje v višino enkrat ni več mogoče in takrat pride lahko celo do izginotja posameznih vrst. V skupini za limnologijo preučujemo vodne ekosisteme, reke, potoke, izvire, jezerja, bajerja, močvirja. Vrednotenje ekološkega stanja poteka s pomočjo združb vodnih nevretenčarjev in kremenastih alg. Preučujemo pa tudi edinstvene vodne ekosisteme, ki jih je ustvaril človek, na primer kale na Krasu in v Alpah, ki so prosta pribežališča za številne vrste. Ugotavljamo pa tudi vplive okoljskih dejavnikov na pestrost vodnih rastlin ter nevretenčarjev.